Dober dan in lep majski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes bomo najprej s Sanjo Lončar na naraven način gasili bolečine in vnetja v našem telesu. Nasvet, ki si ga je dobro zapomniti. Verjetno ste že opazili, da se spomladi sploh ni problem pretegniti na vrtu. Hitro pretiramo in potem zvečer dobimo račun. Začne boleti tukaj ali v križu, ali se noge začnejo tresti. Ja, eni pravite, da ne morete spati brez tableta, ampak obstajajo tudi bolj naravne rešitve. Bolečine je najlažje ugasniti tako, da sploh preprečite, da do njih pride. In tako kot pride do požara v naravi, če je vse suho, se v našem telesu vnetja razunamejo, če ni dovolj omega-3 maščob. Ravno ravnovesje med omega-3 in omega-6 določa, kako hitro se vam bo nekaj vnelo. Torej, moj prvi ukrep, ko začnem škripati, pa ko začne boleti v sklepih, imam tukaj šibke točke, je, da začnem uživati več omega-3. Ali v obliki ribjega olja, ali v obliki rastlinskih virov. Zelo dobri viri so recimo mandljevo, orehovo olje. Torej, lahko jih uživamo in s tem, ko v telesu spremenimo ta ravnovesja, smo takoj manj dovzetni za vnetje. Lahko jih uporabljamo tudi čisto lokalno na koži, recimo orehovo olje ali olje črne kumine, čudovito. Recimo posebej, če je tudi alergena reakcija, če se nam vname koža, zato ker smo pošlatali kaj, kar ne bi smeli, potem pa direktno olje nanesemo tam, kjer je bolečina. Če vas boli v kolenih, namažite kolena, ker lokalno bojo ta tkiva takoj dobila malo pospeška, malo priboljška. Ker veste, dokler pride skozi naša usta, tam, kjer bi vi želeli, da delujejo, včasih dolga pot. Zelo dobro, recimo, če je kakšen išiatikus, če je nevralgična bolečina, če se vam kakšen živec vname, potem je recimo zelo dobro domače olje šentjanževke. In tudi tam, če nimate olja šentjanževke, uporabite katerokoli izmed teh olj bogatih z omega-3 maščobami. No, ker je pomlad tudi čas, ko se nas lotevajo različne alergije, je dobro vedeti, da črna kumina vsebuje snovi, ki izjemno zavirajo alergijske odzive. Lahko jo uživamo tako, da jo zmeljemo, zmešamo z medom. Na Za zdravje net imate posnetek, kako se to naredi. Lahko pa uživamo olje, nekateri ga uživajo direktno, kljub temu, da je malo pikantno, pekoče, zelo jim olajša dihanje. Če ste bolj občutljivi, potem ga samo vtirajte na pljuča. Ko ga pa uživate, ga razredčite s kakšnim drugim oljem. Ima tako okus po šetraju in če ga zmešamo z drugim oljem, recimo čudovito gre na fižole, na matovilc, na vse te salate, ki jih pomladi jemo, nam bo pa zelo lažje bomo dihali to pomlad. Tukaj so pa stari znanci, ingver, kurkuma. Ingver in kurkuma tudi delujete tako, da preprečujete, da naše telo sploh proizvede encime, ki potem sprožajo vnetja. Torej, tudi čudovita gasilska akcija je spomladanskemu jedilniku dodati več kurkume, ingverja in obvezno ne pozabite še na malo popra, ki izkoristek kurkumina zelo poveča. Kaj to v praksi pomeni? Lahko uživamo pijače, v katere dodajamo kurkumo in ingver, ali izbiramo takšne, kjer je to že dodano. Lahko eno večjo količino ali masla, margarine ali maščobe takoj raztopimo ingver, kurkumo, shranite in potem ob vsakem obroku boste lahko ali namazali ali vmešali v jed. Kurkuma nas zelo elasticira. Res, če niste mogli narediti preklon, do konca ga boste lahko po nekaj dni uživanja kurkume. Tako da velika spomladanska pomoč za vrtičkarje, da ne škripljemo in da se sklepi ne vnemajo. Ne pozabimo, lažje bo vse skupaj steklo, če naši sklepi niso suhi. In tle ne pomagajo samo olja in začimbe, obvezno morate dodati vodo, izotonične napitke, živo vodo ali recimo kokosovo vodo, ki ima največji približek temu, kar bi rekli naravna infuzija.
No, bolečina, kot vidite, ni usoda vrtičkarja, če poznate vse možne naravne pripomočke.